tako rečem. In seveda dobro je to tudi za ljudi, a ne? Ker s tem, ko gre nekaj vode že v naravi iz struge ven, pomeni, da bo v naseljih manj in da bo poplavni val v naseljih manjši. Ja, jaz sem dostikrat slišal v bistvu ta argument, predvsem iz strani ministra Vizjaka, ne, da ta novela zakona prinaša večjo poplavno varnost. Ne. Vi se verjetno ne strinjate s tem, ne? Ja. A bi lahko povedala, kaj je njegov argument, pa kaj je vaš argument glede poplavne varnosti specifično? Zdaj, kolikor jaz razumem, ne, on dostikrat pravi, da ta novi zakon bi zagotovil nova sredstva za vzdrževanje vodotokov preko vodnega sklada. In nekako velja, da seveda vodotoke do neke mere pač vzdržujemo, to pomeni večjo poplavno varnost. Ampak tukaj gre za to, da v bistvu vzdrževanje vodotokov bi moralo biti financirano iz proračuna. Temu je namenjena posebna proračunska postavka za vodno-gospodarske javne službe, medtem ko sklad za vode je pa namenjen drugim isto pomembnim projektom, recimo projektom oskrbe s pitno vodo, javno kanalizacijo, tudi poplavno varnost. In s tem, ko ta sklad za vode dodatno finančno obremenimo, mu zmanjšujemo razpoložljiva sredstva za te druge ravno tako pomembne projekte. Tudi poplavne varnosti v končni fazi. To je ena stvar. Druga stvar pa je seveda, da bi ta novi zakon omogočil pozidavo vodnih in priobalnih zemljišč tudi izven naselij, se pravi v naravi, kar pomeni, da bi se pozidale te površine, ki bi morale biti namenjene razlivanju visokih voda. To pomeni, da vsa ta voda potem ostane v strugi in je v naseljih poplavni val še toliko bolj intenziven. Hkrati pa, seveda, če imaš ti en objekt toliko blizu vode, ga moraš zaščititi pred poplavami ali pa pred potencialno erozijo, karkoli. To pomeni utrjevanje brežin, to je praktično neizogibno. In včasih tudi ravnanje struge. In zdaj, če imaš ti ravno strugo z utrjenimi brežinami, to pomeni, da voda dobi veliko moč in hitrost in spet poplavni val to še dodatno potencira. Hvala za tole. Prosim. Če poenostavimo, mislim, najboljša poplavna varnost je, če ob reke ne zidaš. Če tam ne zidaš. To je točno to. To je najboljša poplavna varnost. In seveda, če daš reki svoj prostor in vodi svoj prostor. To, kar pa minister hoče, pa ravno obratno. On v bistvu s to novelo zakona dovoljuje, da bo tam gradnja in da bo tam gradili celo enostavne objekte brez gradbenih dovoljenj, ki niti temeljev nimajo in tako naprej. In seveda pozida bo nova. Preko novih občinskih prostorskih načrtov bomo pozidali nova območja. In ker gre ravno v nasprotno smer. In jaz mislim, da ministra veliko bolj zanima kot sama tista prava poplavna varnost, ga zanima investicija. Milijoni, ki grejo za poplavno varnost. In predvsem jih zanima to, kdo bo imel bagre, kdo bo imel material, kdo bo betoniral, kdo bo to strugo, spremenil in kdo bo pobral denar. In tukaj se pogovarjam o velikih denarjih. In jaz sem prepričan, da veliko bolj kot poplavna varnost jih zanima investicija in višina denarja. Kakšne Pardon, če bi mogoče sam še to dodala, zdaj si me glih spomnil, dostikrat slišimo ta argument, lahko se gradi, če ne poslabša poplavne varnosti. Ampak tukaj je mogoče tudi treba upoštevati to, da zdaj smo v času podnebnih sprememb, da Evropska agencija za okolje skozi opozarja, da bo poplav kvečjemu še več oziroma bodo bolj intenzivne, se bodo tudi poplavne karte spreminjale. To je ena stvar, zato je absolutno boljš preventiva in je zelo neodgovorno in do narave in tudi do investitorjev pustiti sploh graditi ob vodi. Hkrati seveda pa tudi vemo, da zmeraj lahko pride do zlorab, da že zdaj se je včasih gradili na poplavnih območjih, pa se ne bi smel.